Najprej bi rad v imenu vseh delodajalskih organizacij in združenj se iskreno zahvalil premierju za izredno hiter odziv na podlagi našega apela, poziva v petek po tiskovni konferenci, ko so podjetja v Sloveniji, gospodarstvo kot celota, se znašlo v relativno težkem položaju, predvsem glede na to, da so nekatere države upeljale neko svojo pot, sprejemale neko kapico na cene elektrike in seveda v tem kontekstu naša podjetja izgubljala na svoji konkurenčnosti. Danes v tem času, ko je bil predsednik vlade prisoten z nami, smo odprli nekaj tem in nakazali skupaj nekaj rešitev, ki lahko peljejo v tej smeri, da bomo imeli neke vrste zamejitev zgornjega nivoja cene in da bo lahko zakon, ki je bil v petek v državnem zboru sprejet, tudi učinkovito deloval. Predsednik vlade se je izredno v tem smislu potrudil in bil inovativen tudi v smeri reševanja likvidnostnih težav, ki se bodo pojavila v februarju prihodnje leto, ko bodo podjetja dobivala prve račune za višje cene energentov v prihodnjem letu in seveda preko bodisi mehanizma s pomočjo SID banke, kakorkoli že, je precejšnja pripravljenost, da se podjetjem tudi v tem smislu pomaga. Predsednik vlade je tudi obljubil osebno angažiranost v Evropski uniji v tem smislu, da je gospodarstvo Slovenije zelo specifično, da smo zelo visoko industrializirana država in imamo svojo specifiko, imamo največji delež predelovalne industrije v Evropi in veliko število energetsko intenzivnih podjetij. Zaradi tega nekateri okviri Evropske unije seveda za Slovenijo niso ugodni. Tudi obljuba predsednika nas veseli, da bo v tem oziru skušal prepričati vodstvo Evropske komisije, da se te posebnosti seveda tudi upoštevajo in še posebej, kar želimo, da se uresniči, je pa dejstvo, da vkolikor bo še naprej neko po domače povedano soliranje določenih držav v tem smislu, da bo neke svoje rešitve izven evropskih okvirjev sprejemale, bo tudi slovenska vlada ustrezno reagirala.